Seveda, veste, lahko govorimo o Smotriču in o tem, koliko jih je na koncu podprlo dogovor ali ne. Veste, to vprašanje, kako kočljivo vprašanje bo to za našo prihajajočo volilno kampanjo, za predsednika vlade, ki je, kot veste, res zagovarjal popolno zmago, popolno prevlado. Po njegovih besedah, ko je šel v to vojno, zdaj pa ljudje, kot je on, prihajajo ven in pravijo, veste, to je bila norost, to je povzročilo smrt več talcev. Kako veliko vprašanje bo to za nas? Mislim, da to ne bo veliko vprašanje v prihajajoči kampanji. Če bi v Gazi še vedno ostali talci, bi to bilo vprašanje. Ampak zdaj so vsi talci prišli ven. Nažalost, niso vsi prišli ven živi, ampak vsi so zunaj. Danes v Gazi ni več niti enega izraelskega talca. In to je dobra stvar. Ko Smotrič pravi, da je vse zaradi njega, je seveda politik in olepšuje svojo vlogo. Ampak v moji glavi ni nobenega dvoma, da sta vojaški pritisk in podpora Združenih držav skupaj, podpora predsednika Trumpa in stalna, mislim, da smo bili na obrobju mesta Gaza, tik pred vstopom v zadnjo Hamasovo trdnjavo in nenadoma je prišlo do dogovora, kaj ne? To ni bilo naključje. In jaz sem kritičen, osebno jaz, do tistih ljudi, ki so rekli, da bi se morali preprosto predati vsem Hamasovim zahtevam. Morda bi lahko talce rešili prej, ampak potem bi imeli Hamas na meji, ki bi bil nasproti našim skupnostim na jugu. Spet smo omenili, da so bili vsi ti dogovori le delni dogovori, nikoli ni bilo celovitega dogovora na mizi. Ali pa celovit dogovor, ki bi pomenil izraelsko kapitulacijo. In nekateri ljudje so rekli, da bi vam morali kapitulirati. In mislim, da je imela vlada to zelo težko odločitev z razlogom, s preudarnim pristopom in potem na koncu so res rešili vsakega talca. In prav zato, ker je vsak talec res prišel ven, nažalost so bili nekateri med njimi mrtvi. Ampak mislim, da če odgovorim na vaše vprašanje z političnega vidika, v teh volitvah ne vidim, da bi to bilo osrednje vprašanje. Samo dodal bi, popolnoma se strinjam. Bil sem tam. Vojaški pritisk je bil izjemno podcenjen dejavnik, ki je na koncu pripeljal do tega dogovora. In ko gledamo na predsednika vlade in seveda njegovo zapuščino v zvezi s tem, njegova povezava s predsednikom Trumpom v tem trenutku, ki bi verjetno morala biti osrednji del njegove volilne kampanje, kaj to zdaj pomeni za predsednika vlade? Kako izkorišča, veste, svoje vezi z ZDA, svoje uspehe s predsednikom Trumpom, veste, v nasprotju z morda situacijo, v kateri se je znašel to poletje? Ni tako preprosto. Najprej, David, hvala za to, da si služil in za vse, kar si naredil v Gazi, ko si tvegal svoje življenje. Vsi smo ti seveda zelo hvaležni. 100.000 moških so se pridružili tej družini. Tudi to je res. Da. Žal. Poleg tega politika. Mislim, da bo Netanjahu pokazal, da je veliko učinkovitejši politik, kot je bil Smotrič. S tem se strinjam z Markom. To vprašanje talcev spada v zgodovino, ne v politiko. Ampak politično gledano nisem prepričan, če je Bekalel Smotrič tukaj dobil pozitivno oceno. Poglejte, v intervjuju bi moral reči, da je bila to težka odločitev. Zavzel sem načelno stališče na eni strani razprave. Zgodovinarji bodo odločili, ali sem imel prav. Ampak zagotovo razumem tudi drugo stran. In seveda sem si tudi jaz, tako kot vsi ostali, želel, da bi talci prišli ven in da bi jih čim več prišlo ven živih. Nato pa bi preprosto šli naprej. Namesto tega si ustvari nepotreben naslov, nepotrebno pozornost zase, ki bi lahko trajala dan ali dva. Čeprav tudi, če ni v središču, je na koncu to zadnja faza kampanje. Kar zadeva Netanjahuja in Trumpa, bo Netanjahu politik, ki je dovolj spreten, da lahko to odigra na oba načina. Ko so odnosi z Donaldom Trumpom dobri, po vsem Tel Avivu vidimo ogromne plakate s tistim stiskom rok in s hebrejskimi besedami v hebrejščini. Razred zase. Če je odnos z ameriškim predsednikom slab, vemo tudi, kako bo Benjamin Netanjahu to odigral. Znam se postaviti za Izrael. Potrebujete me. Pravzaprav me potrebujete. Prav mene bi potrebovali. Potrebovali bi me v tem trenutku, da bi se lahko spopadal z ameriškim predsednikom in mu znal odgovoriti. Očitno bo želel najti ravnotežje med tem sporočilom in tem, da ne bi razjezil Donalda Trumpa v tem trenutku. In tudi volivci ne bodo želeli, da bi razjezil Donalda Trumpa v tem trenutku. Mislim pa, da bo Netanjahu znal uravnotežiti to situacijo. To zanj ni nevarna tema. Druge teme so bolj problematične, še posebej vprašanje v poklicah haredskih študentov ješiv. Zelo, zelo nevarna tema za Benjamina Netanjahuja, tega se zelo dobro zaveda, zato tudi poskuša preusmeriti pozornost in bo še naprej skušal usmerjati to kampanjo v različne smeri. Kakšno je vaše mnenje o tem, gospod predsednik vlade? Strinjam se z Ovnovo analizo. Mislim, da ima popolnoma prav. Vseeno pa mislim, da bi lahko bilo nekaj, kar bi bilo vredno nekaj glasov. In to je, če bi Trump, kot je bilo rečeno, prišel v Izrael nekaj tednov pred volitvami, sprejel Izraelovo nagrado, se objemal in poljubljal, ter bi Trump govoril lepe stvari. To bi morda lahko pomagalo pri tesnih volitvah, to bi lahko pomagalo. In ali Trump, mislim, govorilo se je o tem, ali Trump še vedno načrtuje to? In moramo počakati in videti. To se še vedno spreminja in moramo počakati.
Res je, Netanjahu lahko zmaga v vsakem primeru. Lahko zmaga, če se postavi za Izrael in lahko zmaga, če ima odličen odnos z ameriškim predsednikom. Toda obisk Trumpa tik pred volitvami bi lahko bil tisto, kar vam prinese odločilno prednost. Spomnil bi vas, da je predsednik Clinton to storil, poskušal storiti za Pereza v preteklosti. To ni prvič, da bi ameriški predsedniki posegali v izraelske volitve. In še bomo videli. Ostajamo pozorni na vse to. Veste, predsednik Trump lahko prevesi tehtnico na eno ali drugo stran. Še ne vemo. Veleposlanik Reagan. In Owen Alterman, hvala, da ste bili danes z nami v oddaji. Hvala.